Boš odika? A boš jokala? Kaj boš? Ko sem imela popadke na 5 minut, 3/4 ure in preden sem se sploh zavedela, da so to zares popadki, pa sem jaz že to malo kalkulirala, kaj bo zdaj treba narediti, vse zgodaj zjutraj potekalo, ko so še vsi spali, jaz še lepo v postelji, preživljam popadke in, potem ko le ugotovim nekje, zdaj so pa popadki, dobro, se pač bo treba iti, nekomu povedati, ne. Zbudim partnerja, rečem: "Ja, bo treba iti, ne." In, gre on na wc, pač da se bomo pripravili, ne, in še preden, da sem se jaz lahko lepo oblekla, sem ga že nagnala iz wc-ja, ne, in sem mogla opraviti, veliko potrebo. In potem pač, ne vem, kateri se bolj spozna na to, ve, ne, da če se nekaj izloči, da je to vse bolj pretočno, ne. Sem imela, lep pretok od spodaj in je dobesedno zdrsnila ven, no, ampak dobro, to se je dogajalo enih 30 minut, ne. Jaz sem bila v fazi poroda že. V primerjavi s prvim porodom, ne, to zdaj v bistvu smo opisovali drugi porod. Prvi porod, si imela čisto drugo izkušnjo, ne, si po moje na osnovi tega mislila, da bo isto ali podobno ali Ja, pa, jaz sem imela plan, torej, da se bom lepo oblekla, da se bom namazala, da bom še kaj pojedla, da bomo lepo v miru šli s taksijem v bolnišnico, ne, in jaz lepo rodila to, ne vem, čez enih 10 ur, ne. Ampak nisem se pa zavedala, da bo to zdaj čez 30 minut, ne. In, potem pa le pokličem še na wc-ju, sem poklicala mojo sestro, ke je rekla, ne, da bo me ona peljala do bolnice, ne. Jo pokličem, ne pride, ne, ona reče: "Kako daleč si že?" "Ja, ene 2 minuti so že popadki." "Joj, pridem," je rekla. In je prišla zares čez 15 minut, ala je vera. In ko je ona prišla, je bilo še samo enih, ne vem, 12 minut do poroda. To en dan prej sem že čutila, ne, ko si malo potipa ženska od spodaj, kako je bilo to tako nebeško, mehko, lepo, tak fajn feeling, kot da, ne vem, kot da je to res neka nebeška posteljica. Če si lahko predstavljaš, res, in očitno je bilo že vse odprto. Da sem potem, ampak jaz sem bila v bolnici en dan prej, pa me niso pregledali, nič, ne. Niso mogli vedeti, ne, da sem jaz verjetno že 10 centimetrov odprta, mogoče bi me takrat, bi me zadržali, ne, bi jaz potem lepo rodila, ne. Ampak ne, jaz sem lepo šla domov vse in prav sem, uživala. To je bilo tako, kot da sem v nekem transu bila, tako, lepem, nebeškem transu sem se počutila in, tako se mi je zdelo, ko se je obrnila, pa se ni obrnila, to je bil že prvi popadek, ne, to je bilo enih, koliko, 10 ur prej, ne. In pol sem nekomu rekla, tam, ko je bil zraven mene, sem rekla: se mi že zdi, da sem začutila prvi popadek, ne, ampak, jaz sem še bila to 10 dni pred rokom." Rojevam, ko je do te točke prišlo, ne. O čem si smela toliko časa razmišljati, kaj ti je takrat hodilo po glavi? Edino sem razmišljala, kako bi bilo zdaj fino imeti eno babico, da bi mi malo tam pomagala odpirati, ne, prestreže. Sicer jaz sem si to lepo vse, mehčala pa to že prej prestredek, tako da je to bilo elastično, pa ni bilo, ne vem, dosti krvi pri samem porodu ni bilo, ne. Edino, kaj je bilo potem, ko se je čep že odluščil, ne, ko sem si obrisala, potem sem videla, kri, zdaj bo treba, to je zdaj že kar tu, ne. To jaz zdaj nimam časa iti v bolnico, ne, to se zdaj že to dogaja, ne, in pa ni bilo šanse, da jaz pomislim, da bom jaz zdaj vstala v takem Toti wc je bil kraljevski prostor za roditi. To je neverjetno, ker imaš lepo pozicijo, gravitacija pomaga, spodaj nič ni, ne, je luft. In je bilo to tako, kot da je steber, tako, veš, tako prav čutiš lepo. Tu je prostor, tam dol je prostor in kot da se samo, kot da v neki kot da steber gre tako, kot da gre življenje skozi mene, no, tako sem nekako občutila, dobesedno, ne. Tako dol, ne. In, nič to ni takega, ne, ne vem, vsi rečejo: "V wc si rodila, ne, to grdo, ne."
Pa ni, saj imaš lepe WC, ne, čisti. Pač čuvaš valjda, da ne otrok dol pade, ne, in to pa tako čutiš, ko začutiš glavico, veš, da zdaj pa še ne smeš biti tako čisto dol, se malo že bolj nasloniš nazaj, pa no, to je bilo fajn, da se lepo nasloniš. Zamisli si v bolnici, si nimaš kam nasloniti. A lahko ležiš lepo na hrbtu, kar je težje, ne, nimaš te gravitacijskega potiska, ne, in mogoče dlje časa rojevaš zaradi tega, ne. Tu In pol v bistvu, ko si začula, da ona prihaja, Babica je potem prinesla lepo pristačko, jo je take roke dala in jaz sem pritisnila. Ona je lepo tako zdrsnila, tako lepo zdrsnila, to je bilo tako nekaj tako lepega, da to je skoraj en izmed najlepših momentov v mojem življenju, res. Tako lepo, tako nežno je lepo dol zdrsela in ona je tako lepo nežno prijela, nam pristača. In potem ona gleda, kam me zdaj s tem. Pa pripeta ona s popkovino, sem rekla, meni jo daj, meni. In se jo lepo tako sprejela in smo se že lepo dojile. V trenutku, jaz, ko sem si pogledala Jožko, je bila že kapljica mlekece gor. Tako, ne, nisem mogla verjeti, prej ni bilo kapljice mleka, ne, zdaj pa je že bila, ne. In to telo takoj ti pove, kaj je treba narediti, ne. In hvala bogu, da sem potem, ko sem bila v taki lepi poziciji, ne, tako lepo sediš in jo pristaviš gor in se je ona dojila. In zdaj se mi tako tekoče doji, recimo pri prvem pa smo imeli malo probleme s tem, ne, ker jaz sem sicer zaprosila, naj mi da otroka takoj na prsi, ne, po porodu, ne, ampak niso mi pa pokazali, kako se naj dojima, ne. In je trajalo uro pa pol, preden se je on dojil na meni. Zdaj, ko ti ležiš na hrbtu v bolnici, to ne more otrok se dojiti kar tako, ne vem, zelo težko da. In ko daš tako, pa da on to zdaj se doji, to je nenaravno. In se ne more dojiti otrok tako, ne, in potem tudi se težje prisesal in je imel probleme, še en mesec pa pol sem imela probleme z njim. Bo treba malo papa, da bi rada. Ja, pridi, papa, ata nimam tega materiala. Jaz mislim, da je kar dosti tega, kdaj ga začneš dojiti, takoj po porodu. Jaz mislim, da ima to veze. Jaz recimo sem njo takoj v trenutku po porodu je prišla na moje prse in ima močen povlek in se zelo rada doji in v bistvu se nahrani v 5-10 minutah se nahrani. Prvi, ko smo ga pa v bolnici, so mi ga pristavili, komaj uro pa pol po porodu, pa še to nekako v ležečem položaju, tako da nisva se prav dojila, no. Mogoče potem, ko sem bila sama z njim, sem ga prav podojila 4 ure po porodu, ne. Ampak je imel težavo on sprejeti. Enostavno ni znal več močno povleči, ne. Tako nekako je samo tako je cucal, mogoče kaj dobil, mogoče ne, ne vem, ne, ampak je imel nizko, ni pridobival na teži, to smo imela veliki problem, ne. Medtem ko ona pa brez problema, ne. Če tudi gledaš. ta zgodba se mi zdi zanimiva, ko si mi omenila za ta program. Pa če lahko to poveš, ko si o tej televiziji. To je bilo, ne vem, kako je bilo to, prav hecno, da mene ni bilo nič strah, ko sem se zavedala, da bom pa rodila doma, pa boš rodila? A boš jokala? Kaj boš? Ko sem se zavedala, da bom rodila doma, nič me ni bilo strah, ker mogoče naključje ali kaj, v glavnem na TLC so predvajali oddajo Nezaslišano rojstvo. In jaz sem to 5 ur pred tem, pred mojim rojstvom sem gledala to oddajo, ne, in ravno ena je rojevala, glih tako podobna situacija. Doma je rodila, sicer ona ni imela nobenega razen otroka prisotnega, ne, pa še otroku je rekla, naj gre nekam tja, da ne bo gledal, kako joče ona, v glavnem, ko rojeva, stoka in je lepo rodila, normalno je rodila doma, brez bilo kakršne pomoči, ne. In
v bistvu sem to potem videla, aha, se to je tudi možno, ne. Pa Tako imaš da, občutek, da se je to pripravljalo na nek način na njeno mislim, na njeno rojstvo? ja, jaz bi rekla, no, jaz bi rekla celo tako, no, da je bila prisotnost mojih angelov varuhov tudi zraven, ne. Pač jaz verjamem v to, verjamem, da tisti, ki so nas preminuli, babice moje, ne, da so bile zraven mene, ne. In hecno je bilo to. Moja sestra sicer tega ne verjame vsega tega, kar jaz verjamem, ne. Ampak ko smo se potem enkrat kasneje pogovarjale, pač o tem, da pač bi znalo biti, da sem jaz imela angele varuhe, ne, so ji kar solze pritekle, ne, jaz gledam, zakaj, ne. Pa reče, da ko smo bile tukaj, pa mi ni prej tega povedala, ni mi takoj povedala, ne, ker pač ne verjame v to, ne, oziroma je čudno, ne. In pač reče, da ko smo bile tukaj, ko je bila prisotna pri mojem rojstvu, da je imela občutek, da sta bile prisotni obe babici, ki sta že preminuli, seveda, ne. Ampak da sta bile prisotni in da sta čuvali, ne, da je to bilo vse tako. In one valjda so vse doma rojevale takrat. In to je bilo očitno tudi neka podpora, ne, iz tega sveta za mene, da tudi jaz, da tudi meni to lahko rata, ne, kar je zelo nenavadno v tem modernem svetu, ne. Da se to pač doma zgodi kar tako nepričakovano, ne. Ne vem, mamice si ne morejo, ko rodijo v bolnici, si ne morejo prijeti svoje pupkovine pa to, da bi videli, kakšna je tekstura je to. To je pa nekaj najlepšega. To pa je ni verižice na svetu, ki bi, je ni stvari na svetu, ki bi ta občutek, veš, taki feeling, kot da si imam, ne vem, bisere v rokah, ampak še biseri niso tako lepi. To je, ko je živo, ne, veš. To je neverjetno, če mamice, ki boste rodile, pa to, probajte svojo popkovino prijeti. To ne pozabiš, to je nekaj najlepšega. Posteljico sem potem jaz porodila v bolnici, no, to smo potem šli. Ta vožnja je bila, ni bila nič kaj prijetna, ampak ja, okej, vse moraš preživeti. Kaj se pol s popkovino pa s posteljico zgodi? To ostane v bolnici, ne, to je njihova last potem, ko ne. Nažalost, ne. Jaz bi jo imela doma, pa bi jo pripravljali, pa to samo mi niso mi dovolili tega, da bi pač vem, da če bi posteljico lahko pripravila na način v obliki kapsule, ne, ko se da jo pripraviti, ne vem, da jo posušiš pa jo zmelješ. In to pomaga mnogim ženskam lahko, pač ker to lahko uživajo, proti poporodni depresiji, ne. Sicer jaz nisem imela poporodne depresije, temu pripisujem to, da sem dovolj močna, ne, da mi ni nobenih hranil manjkalo, pač moje telo ni bilo nezadovoljno ali pa podhranjeno zaradi rojstva. Pa to še mogoče je zanimivo, da nekje sem slišala, no, da ženske, ki rodijo v naravni bolečini, ne, torej brez nekih pomirjeval, pomagal, pa to, da so dosti bolj zadovoljne mame. To je neka raziskava bila, in jaz sem to nekje slišala, ne, in zato sem jaz, tudi ko sem bila v bolnici, sem odklonila vse te protibolečinska pomagala. In sem res ful zadovoljna mama, brez ni bilo nobene slutnje o neki depresiji, tako da priporočam, no, da ker lahko zdržijo pa to. Jaz sem imela dosti izobraževanja o naravnem porodu že prej, ne, recimo, ne vem, sem hodila na jogo, to k Izidori, ko je dula, ne, pa potem Vilma tudi mi je pomagala, ko je dula, pri prvem porodu, ne. Jaz sem se z njimi ogromno mislim, smo se pogovarjali o teh stvareh, ne. Tako da nekako več veš o tem, ne, manj te je strah, ne, bi rekla. Ja, jaz sem pri prvem porodu, 18 ur je trajal, sem pogrešala naslon. V bolnici ni bilo nikjer, da bi se lahko naslonil. Moj partner potem je mogel biti moj naslon, ne. Celih 18 ur mi je držal ramo, da sem se naslanjala gor, ne. Če primerjam prvi porod pa drugi porod, sem
tu uživala. Ne, pri tem porodu sem prav dobesedno uživala. No. Lepo sem se oprla ob stene. Nimaš, tam imaš veliko sobo, na koga se boš oprne. Če imaš srečo, imaš tako poslo, da se lahko dol pritiskaš, ne. To sem pa lepo, to sem se tudi lahko dol pritiskala. WC je božansko, če imaš taki WC, kot imam jaz tukaj, je to najboljši kraljevski prestor za roditi, to je noro, res. Ja, rešilce smo klicali, jaz samo ni bilo šanse, da so oni tako hitro prišli sem, ne. Oni so imeli, ne vem, 20 minut, da so prišli sem, ne, pa so prišli. V naročju se jih pričakali, rekla, dobro jutro, oni pa celi prepledeli, kaj se je zgodilo, kaj bomo zdaj reševali tukaj. Nič, ne, smo potem, to še je bil hecet, tak je, komedija. Da pa pride, da kdo bo zdaj popkovino prerezal, ne, sem rekla, naj partner prereže, ne. To pa prinese, veš, one ko se škarjice za tampone prijemati. Pa partner, vzemi to pa proba rezati, ne, pa če niso niti škarje, če to primeš, prijemalka za tampon, to so dali, ne, potem je rekel, ne gre. Prije ona zdravnica, pa reče, kako ne gre, bom jaz probala. Pa ona proba, pa valjda ne gre, ne. Vsi so bili tako zmedeni, ne, veš, kaj bo zdaj naredili, ne vem. Veš, niso bili pripravljeni na to sceno, ne. No, pol so prinesli, veš, kake škarje. Tako velike, ono za gips rezati.